če živimo dovolj dolgo, se tudi postaramo. Ali obstaja tudi čar starosti in kje bi ga našli? Koledar ne pove vse o starosti. In jaz sem še vedno prepričan, da starost ni zapeček, starost je aktivna starost, staranje je lahko aktivno staranje in to je tisto, kar pravzaprav bi morali vedeti tako mlajši kot tudi starejši, predvsem pa starejši, ki mislijo, da zdaj, ko so se postarali, morajo sedeti na zapečku. Zato naj pridejo v dnevne centre. Hvala. Pozdravljeni. V naslovu naše oddaje imamo tako modrost kot tudi starost. Slišala sem zamisel o tej, da se v mladosti učimo modrosti, v starosti pa jo izvršujemo. In zato sem zelo vesela, da bom gostila nekatere ljudi, ki imajo mnogo za povedati prav o tem, kako so preživeli mladost in kaj dočakali v svoji starosti. Prvi moj gost je zelo zanimiv. To je gospod Marjan Sedmak, univerzitetni diplomirani pravnik, novinar, celo raziskovalni novinar nekoč. Gostoval je tudi v tujini, pisal veliko doma, tudi prevajal. Trenutno je predsednik Mestne zveze upokojencev in tudi podpredsednik Festivala za tretje življenjsko obdobje. Sama sem predsednica in zato si štejem v veliko čast, da se bova lahko pogovarjala pred ekranom. Zato, ker se poznava, se bova seveda tikala. Marjan, lepo pozdravljen. Kaj vse sem izpustila, ko sem govorila o tvojih dejavnostih, zanimanju, poklicih in tako dalje? Nič takšnega nisem odkril, celo kaj več sem zvedel o sebi, na kar sem morda že pozabil, kar sem počel v življenju. Tako da sem ti zelo hvaležen za te res besede, ki so me očarale. No, jaz pa mislim, da sem izpustila eno zelo pomembno evropsko funkcijo. Ali nam lahko poveš, bil si celo predsednik? To moram priznati, da imaš boljši spomin kot jaz, ampak si tudi bistveno mlajša od mene. Hvala. Dejansko smo kot Mestna zveza upokojencev že kmalu po ustanovitvi, se pravi, mislim, da je bilo leta 2002 ali pa 2003, postali tudi člani Evropskega združenja organizacij starejših in za starejše. Imenuje se pa Age Platform Europe in ta organizacija je v bistvu, tako bom povedal, poglavitni partner evropskih inštitucij, zlasti Evropske komisije, pa tudi Evropskega parlamenta, ko gre za vprašanja starejših, njihovega življenja, njihovih problemov seveda in njihove varnosti v starosti. In moram reči, da na moje veliko presenečenje smo prav Slovenci, prav naša organizacija v Age Platform Europe naredili kar bleščečo kariero, da temu tako rečem, tako da dejansko res sem bil 2-3-letna mandata predsednik te organizacije, ki združuje približno 200 nacionalnih organizacij s članstvom, ki verjetno presega 50 milijonov ljudi, ampak s temi 50 milijoni seveda nisem imel stika, razen z nekaterimi od njih. No, lepo, to je zelo zanimivo. Pa bi me morda zanimalo, kaj je tisto, kar bi uvozili k nam iz Evrope ali morda izvozili v Evropo glede starejših. Torej, uvozili iz Evrope, uvažamo iz Evrope predvsem prizadevanja za normativne, se pravi za predpise, ki predstavljajo tako ali drugače varnost
in varno življenje starejših. Eno od teh dolgoletnih prizadevanj, za katerimi stoji ravno Age Platform Europe, je recimo kodifikacija pravic starejših na način, kot je bil uveljavljen pri kodifikaciji pravic invalidov oziroma gibalno ali kako drugače oviranih oseb. To je recimo takšen primer, ko smo bili vključeni pravzaprav in smo še vedno vključeni ravno v ta prizadevanja. K temu sodi seveda tudi povezovanje z drugimi nacionalnimi organizacijami na bilateralni ali pa morda trilateralni ravni, konkretne akcije v tem smislu. Izvozili smo pa en dober primer in to so naši dnevni centri aktivnosti za starejše. No, o tem bova še govorila, pa morda spregovoriva sedaj o tem, kar naju druži. To je festival za tretje življenjsko obdobje. Ti si v njem aktiven že veliko let, pa bi morda naše gledalke in gledalce zanimalo, kako je bilo na začetku, kako je danes, bova tudi spregovorila. Zdaj, o samem začetku moram reči, da nisem pooblaščen, ker res pri samem začetku nisem bil prisoten. Sem bil pa prisoten dejansko v nadaljnjem razvoju, ko smo v bistvu uveljavili koncept, da mora biti festival za tretje življenjsko obdobje ene vrste stičišče vseh tistih, ki lahko kaj povejo o staranju, o starejših, o vlogi starejših v slovenski družbi, ko smo rekli, pri tem moramo sodelovati vsi, ne samo nevladne organizacije, ki jih predstavljava midva recimo v tem kontekstu, ampak seveda tudi predstavniki znanosti, tisti, ki se pod nazivom akademija skrivajo, in seveda predstavniki izvršilne ali pa tudi predstavniške oblasti. K temu pa zadnja leta dodamo še predstavnike gospodarstva. Tudi gospodarstvo je tisto, ki se mora soočati s problemi starajoče oziroma dolgožive družbe. No, letos bo že 24. festival po vrsti, je zelo znan, tudi zelo pomemben v Evropi, kajti česa takega skoraj drugi ne poznajo. Kaj praviš? Torej, iz svojih izkušenj, ki jih imam ravno iz Age Platform Europe, takega festivala v evropskem, pa skoraj bi rekel tudi v svetovnem kontekstu ni. In kot rečeno, pomemben je res kot tisti prostor, v katerem se lahko v pozitivnem smislu krešejo stališča in v katerem se pride pogosto do zelo konkretnih in dobrih rezultatov. No, letos bo tako kot vedno okoli 1. oktobra, ko je dan starejših, vedno je v Cankarjevem domu 3 dni, zbere okoli 17.000 ljudi. V času covida je seveda tisto leto samo zamrl, pa se potem seveda nadaljeval. Zelo smo lahko ponosni tudi na okrogle mize, ki so tam. Letošnja tema bo družba, v kateri želimo živeti. Več bova lahko spregovorila tudi kasneje, vendar zdi se mi, da je to festival, ki resnično združi starejše širom Slovenije. Imajo možnost nastopati tudi na kulturnih nivojih, torej različna kulturna društva, pevski zbori nastopajo, veliko je pogovorov, okroglih miz, po novem tudi kavarna. Tako da zagotovo naš programski svet, kar nekaj članov se bo zvrstilo in bodo moji gostje, poleg tebe, je res tisti, ki celo leto pripravlja program. Ti pa si uvedel še eno novost, torej, da ni to samo tiste 3 dni, ampak si predlagal nekaj več. Problematika starajoče se družbe, oziroma rajši slišim dolgožive družbe, je pač zahtevna in seveda se nam nekateri problemi pojavljajo sproti, pa hkrati tudi želimo kot predstavniki nevladne organizacije vplivati
na razvoj iskanje določenih rešitev, zato smo pač uvedli ta forum festivala za tretje življenjsko obdobje, se pravi sprotno, celoletno obravnavanje problematike, ki nas najbolj zadeva. Ja, to bodo zelo zanimive teme tudi za najino drugo druženje, torej po rahlem premoru. Bova spet nadaljevala, imava pa še veliko povedati, recimo tudi o dnevnih centrih, ki jih vodiš, katerih pravzaprav ustanovitelj in oče si. Sama sem jih nekaj obiskala in lahko povem samo lepe stvari o tem. Torej imava za nadaljevanje tega najinega pogovora kar nekaj tem, ki naju družijo že nekaj let. Sama sem tudi kot varuhinja obiskovala že prej festival. Bilo je zelo zanimivo, torej vrnemo se po predahu. Lepo pozdravljeni ponovno. V začetku sem že predstavila gosta, gospoda Marjana Sedmaka. Pogovarjala sva se tako o festivalu, kot tudi o starejših, o različnih temah, o modrosti staranja. Sedaj pa bi morda res nadaljevala kar z dnevnimi centri. Marjan, a bi se lahko spomnil začetkov in kako je danes? Ti si vodja teh centrov, pa me zanima, kaj lahko zgodovinskega poveš in kako se počutiš danes, ko je to res vpeljano v naš sistem. Torej, začetki mislim, da segajo leto 2001. Moram pa priznati, da ideja zdaj o teh dnevnih centrih oziroma o tej obliki dela in življenja starejših čisto originalna ni bila. Ne vem, ti verjetno veš, da sem jaz prišel iz Nemčije, z dopisniškega mesta v Bonnu in tam sem večkrat videl lokalčke, na katerih je pisalo Seniorentreffpunkt, srečevališče za starejše. Predtem sem bil tudi v Rimu, tam recimo so obstajali circoli culturali per gli anziani, skratka kulturni krožki za starejše. Zdaj, moram reči, da sem te zadeve tudi pogledal, ampak ker sem ugotovil, ker sem tam videl, je bil en dolgčas. Tam morda so sedeli za mizo in so igrali briškolo ali kaj podobnega. Skratka, ne prave vsebine tam ni bilo. No, tam okoli leta 2001 sem začel trkati na vrata občine in sem rekel, občina bi morala nekaj takega ustanoviti. Pa mislim, da je trajalo kar nekaj časa, da pač naivn sem bil, saj priznam. Nekaj časa trajalo, da me je eden od podžupanov opozoril, je rekel, vsako leto so razpisi za različne socialne akcije, ne, dajte se udeležiti razpisa. In smo se ga. Predtem sem pripravil sam, kar moram reči, obsežen elaborat, ki je še zdaj aktualen. In ko so na oddelku občinskem ta elaborat dobili, so bile tam prijazna dekleta, ki so rekli, to je pa tako dobro napisano, da se kvalificirate, in dejansko smo dobili prvi dnevni center aktivnosti na Povšetovi ulici v nekdanjem Tam je vrtcu. še danes, ne? Je še danes tam in še vedno izredno dobro dela. Nekateri, ki so bili takrat prvič prišli, so še vedno za tisto mizo in ga obiskujejo tako rekoč vsakodnevno. Potem pa, kot rečeno, vsaka zadeva ima svoj razvoj in zakaj so ti dnevni centri tako posebni. Enostavno smo rekli, vprašali bomo obiskovalce, tiste, ki se udeležujejo, ki prihajajo v dnevni center, kaj bi radi počeli, in potem jim bomo pa rekli, če bi radi nekaj počeli, recimo se učili angleščine, ne, potem pač najdite enega mentorja, ki vas bo učil in s katerim
se boste družili oziroma ki bo organiziral druženje. Kajti namen tega centra oziroma teh aktivnosti v centru ni toliko učenje kot tako, čeprav je tudi pomembno, ampak izredno pomembno je druženje. Mogoče je treba povedati, da to niso tisti centri v domovih starejših, kamor pripeljejo svojci kot v neko varstvo starejše, medtem ko so v službi. Če nam lahko malo te razlike opišeš. Ne, namen teh centrov, ti centri so namenjeni v bistvu tistim, ki so tako gibalno kot tudi psihično, kognitivno še vedno pri sebi. Veste, oziroma veš, da se ne vikava midva, znanost je že ugotovila, tudi v starosti se celice, vključno z možganskimi, obnavljajo, ampak malo počasneje, zato je treba z njimi več delati. In jaz mislim, da so dnevni centri aktivnosti za starejše veliko doslej prispevali ravno tudi k ohranjanju tako psihičnega kot tudi telesnega zdravja. Niso pa namenjeni seveda, ker bi takim, pri katerih bi bilo potrebno posebno varstvo, ker seveda za to nimamo osebja. To je druga kategorija. Pravi, da pridejo ljudje sami, koliko je članarina, je to mesečna, letna? Članarina mesečna, no, tle moram spet razložiti, da ne bo kdo mislil, da se obogatimo s članarino. Tako mestna občina Ljubljana, ki je glavni sofinancer teh programov, kot tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prispevajo, sofinancirajo programe kot take. To pomeni, da lahko iz tega denarja plačujemo osebje, lahko plačujemo stroške ogrevanja, elektrike in tako naprej, ne moremo pa kupiti recimo mizice. In seveda, ali pa še bolj računalnika, ki jih seveda tudi potrebujemo, ne. In seveda zato moramo tudi vztrajati pri tem, da obiskovalci oziroma člani dnevnih centrov, ker postanejo člani, dobijo izkaznico, plačujejo članarino, ne. Iz tega pa potem to materialno, bi rekel, stole, mize, računalnike, stroške za te zadeve pokrivamo. Ta članarina je, kolikor vem, okrog 10 evrov. Je 10 evrov, ja. In nekateri so celo z nizkimi prejemki oproščeni. To je, če nekdo dokaže, da ima pokojnino, ki ne presega praga revščine, ali pa mora dobivati dodatek, ne, seveda v takem primeru tak obiskovalec tak ne plačuje. A so samo v Ljubljani ali jih poznamo tudi po Sloveniji? Naša posebna zasluga, če se lahko pohvalim, je, da smo mi s tem začeli. Namreč začeli smo s tem konceptom, da mora dnevni center nuditi vsakodnevno po celo vrsto različnih vsebin. Te vsebine so na spletni strani predstavljene, tedensko jih je različnih po 25, pogosto 30, od jutranje telovadbe, joge, do učenja jezikov in skratka tisto, kar si ljudje, ki pridejo v center, želijo, da bi počeli. Zdaj, kar zadeva, ne, ta koncept, moram reči, da se je začel pa čez recimo 7-8 let širiti pa po Sloveniji, to pa moram priznati, da mi je posebej v veselje. Podoben center je kmalu nastal v Kopru, z našo pomočjo, ker vodja tega centra rad prizna, sta zdaj nastala 2, pa mislim, da celo 3. v Mariboru. Primestne občine se oglašajo, Brezovica ima izredno dobrega župana, ki se je tudi angažiral na tem področju, se dela. Grosuplje, doktor Verlič ima dober posluh za starejše.
se tudi dela, Domžale se pravkar odpira tudi. Skratka, okužili smo kar lep del Slovenije in se s tem tudi hvalimo. Tisti, ki bi želeli vstopiti, kako najdejo, recimo je to na spletni strani mestne občine ali Zveze društev upokojencev ali kje? Ne, spletna stran ponavadi, torej tisti, ki je veš dela z računalnikom, bo pač v iskalnik napisal ali Mestna zveza upokojencev in bo dobil seveda tudi zvezo z dnevnimi centri, lahko pa napiše dnevni center aktivnosti za starejše, pa bo tudi dobil. Tam so vsi po vrsti, vseh trenutno jih je 8, so z dnevnimi programi, skratka vsi podatki so tam. Je pa tako, da bolj kot elektronika nam skrbi za stalen in zelo močen dotok ljudi, dober glas. No, zdaj bova malo spet prekinila, pa bova nadaljevala po kratkem premoru. Lepo pozdravljeni tudi po premoru. Danes je moj gost gospod Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Govorila sva že o marsičem, predvsem pa sva prejšnji del zaključila z zelo zanimivo tematiko dnevnih centrov. Kot slišimo, niso samo v Ljubljani, ampak jih imajo tudi nekatere primestne občine. Lep in dober glas se širi po Sloveniji, tako da je Ljubljana očitno zaslužna za to, da jih bodo imeli tudi drugi. Kot smo lahko slišali, prihajajo ljudje sami, lahko tudi menjajo centre, če se ne motim, niso samo v enem vpisani, ampak potujejo glede na dejavnosti tudi po Ljubljani. A bi morda našteli, kje vse so? Saj, če bi mi povedal, tako da vedo ljudje, v Ljubljani je na Rudniku, sem ga obiskala, na Povšetovi, kje še? Na Puhovi, se pravi, to je Bežigrad, na Tržaški, nasproti Ilirije. Potem imamo 2, ki sta res prilagojena potrebam dnevnih centrov, ker nekateri niso ravno arhitektonsko prilagojeni, ampak Golovec, ta je najnovejši, in pa dnevni center Zalog, ki je ta 2 zadnja sta v obeh novih četrtnih centrih, zelo moderna, zelo uporabna. Tudi sicer je ta koncept, recimo ravno Zalog, to je pa res že koncept moderniziran, ker obstaja možnost souporabe telovadnice, dvorane za prireditve, zraven je tudi knjižnica, skratka. A to pa vem, kje je v Zalogu, ena taka velika stavba je, ne? Velika stavba, no, ampak Golovec tudi je malo manjši. Skratka, ampak koncept, ki ga zdaj uveljavlja Mestna občina Ljubljana, je pač gradnja teh četrtnih skupnosti, tam, kjer še niso seveda, in v okviru teh četrtnih skupnosti so seveda prostori tudi za aktivnosti, tako mladih, kot seveda potem tudi starejših. Koncept je bistvo koncepta je pač v tem, da je treba ljudem omogočiti, da se družijo, da se ustvari soseska, da se ustvari odgovornost, ko rekoč medsebojna med ljudmi, in če hočemo kaj podobnega doseči, potem seveda je treba poskrbeti za to, da imajo tudi lokacijo, kjer lahko pridejo skupaj. To je tudi koncept, ki ga zagovarja javni stanovanjski sklad Mestne občine, tam, kjer se pač gradijo nova naselja, nova stanovanja. Ampak rad bi nekaj drugega povedal. Mi postajamo dosti atomizirana družba, družba posameznikov. Pa tudi način življenja je, kako bi rekel, razpršen, ampak že globalno razpršen. Družina se razleti kmalu. Vprašanje osamljenosti je včasih hudo vprašanje, hudo breme tudi za posameznika. In zato
Dnevni centri so ravno namenjeni temu, da preprečimo osamljenost, ne da bi tako, kot so v Veliki Britaniji ustanovili celo ministrstvo za osamljenost. Ministrstvo samo po sebi nič ne pomaga, dnevni center pa marsikomu. Ni pa odprt cel dan, ne? Se zaključi nekako popoldne. Glej, tle smo mi dovolj prožni, ne, seveda ne moremo, glede tudi na najnovejšo zakonodajo, s pravico do odklopa, ki je midva očitno nimava, ne. Pač zaposleni delajo tistih 8 ur, ne. Ampak to pa rešujemo potem z nekaterimi člani teh dnevnih centrov, ki so praktično vsak dan, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za dežurstvo. Tako da je dnevni center je praktično odprt 12-13 ur dnevno. Zelo lepo. Sama sem bila na dnevu prostovoljstva pred kratkim na Rudniku in sem bila presenečena, da je toliko prostovoljcev. Prišli so iz vseh centrov, predstavili številne dejavnosti, veliko joge, različnih razgibalnih vaj, vaj za hrbtenico, kar je v teh časih in v starosti tudi pomembno, pevska društva. Skratka, zelo, zelo razvejana dejavnost je. Saj pravim, veliko ljudi ima veliko idej in naša naloga je, da jim pomagamo, da jih uresničijo. Ampak veliko ljudi ima tudi vodstvene sposobnosti, tudi v tej starosti ne izginejo kar tako, ne. Tako da tudi praktično ni bilo težav, da dobimo recimo prostovoljca, ki je v svojem poklicnem življenju pač počel eno določeno zadevo, pa tudi latinščino so se učili v enem od dnevnih centrov. Zelo zanimivo. Ne skrbeti, starejši smo dejansko zaklad izkušenj in znanja in če to aktiviramo, potem se jaz ne bojim za nadaljnjo usodo dnevnih centrov, tudi takrat, ko verjetno mene več ne bo, centrov bo pa 17, ker toliko imamo četrtnih skupnosti. In seveda moram res tukaj pa še posebej povedati, da imajo dnevni centri velikega zagovornika tudi v županu Zoranu Jankoviću. Tako kot tudi festival za tretje življenjsko obdobje. Lepo. Ker si poln idej, vedno prispevaš kakšno tudi na programskem svetu. Če bi imel eno tako čudežno paličico, kaj bi za starejše še naredili lahko? V Sloveniji, v Ljubljani, na festivalu? Kakšna ideja se ti recimo utrne? Kje smo še šibki? Kaj nam manjka? No, veste, problematike oziroma gledalci vejo, problemov starejših je pač še veliko. Jaz se bojim se pravzaprav tistih, ki pravijo, ne bom šel v dnevni center, saj tam nobenega ne poznam. Saj greš v dnevni center zato, da tam nekoga spoznaš. Se pravi, če bi imel čarovno palico, bi najprej poskusil zbrisati ta strah starejših, to prepričanje, saj smo odveč, saj nas nihče ne mara, saj nič ne moremo narediti. Ni res. Ogromno lahko starejši ljudje še prispevajo, predvsem pa ogromno že zdaj prispevajo starejši ljudje. In mi ne smemo podleči temu prepričanju industrijske družbe, da se eni učijo, da bojo delali, drugi delajo, tretji so pa delali in so zato odveč. Tudi tisti, ki so delali, lahko delajo še naprej, lahko veliko prispevajo. Vključiti se je treba, vključiti, povezati. In to je tisto, kar, če bi imeli tisto čarobno palčko. Predvsem bi ugotovili, da je modrost v starosti res lahko koristna tudi za mlade, da starejši naredimo veliko tudi na področju družin in varstva, kot ugotavljamo na festivalu. Želimo povezati vse generacije, zbrati ljudi, primerno naslavljati, o tem bomo v naših oddajah še govorili,
in bitka proti starizmu. Zdi se mi, da je še vedno prisoten, včasih bolj, včasih manj. Kaj lahko naredijo mediji na tem področju? Na kratko, ker se bližava koncu. Torej, mediji bi pa morali predvsem te pregrade med generacijami razbijati. Mi smo imeli celo enega od preteklih festivalov, mislim, da pred 2 ali 3 leti, ne, ki je bil pa izpeljan pod geslom Vsi smo ena generacija. Niso 3 ali pa 4, mi smo vsi ena generacija, ki je prisiljena živeti skupaj in v sožitju in si podajati tako rekoč izkušnje, življenjske izkušnje. Tudi mlade je treba razumeti, ampak stare je treba tudi razumeti. Skratka, imejmo razumevanje in bodimo ena generacija. Hvala lepa, dragi kolega, oba sva pravnika. Marjan, bilo je lepo poklepetati s teboj in upam, da so gledalke in gledalci odnesli tudi kaj koristnega. Oglasite se, poglejte na spletne strani, pojdite v dnevne centre in ne bodite nikoli osamljeni. Tam vas čakajo dobri ljudje.